Pozdravljeni. Pred nami je prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Madžarske. Poglejmo si skupaj, kaj smo zanimivega videli na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Tudi tokrat bomo prve minute prispevka posvetili tehničnim novostim ter zanimivostim. In res, ekipe so pripeljale določene izboljšave, a gre v resnici za tako malenkostne spremembe, da mislim, da bi malo koga izmed vas zanimale. A obstaja ena zanimivost, katero si je vredno ogledati. Proga v Hungaroringu zahteva kar se da visoko stopnjo aerodinamičnega oprijema. Zato ni čudno, da smo videli pri raznih ekipah Formule 1, da so na zadnjem stabilizatorju uporabili tiste profile, ki so jih nastavili na najvišji možni kot. A poleg tega smo lahko videli tisti dodatni profil, tako imenovani T-Wing, v vseh ekipah, razen pri Red Bullu. Kolikor pogledamo zadek RB16B, bomo opazili, da res ima tisti profil z visokim kotom, ampak T-Winga ne vidimo. Sedaj se lahko odpirata dve teoriji, zakaj so pri Red Bullu izbrali tako aerodinamično podobo. Prva in tista najbolj očitna je ta, da imajo dovolj aerodinamičnega oprijema in da ne rabijo dodatnega profila. A obstaja tudi druga možna razlaga. Gre seveda za testiranje. Prvi in drugi prosti trening še nista pod režimom Parc Fermé. A mogoče iščejo nastavitve, ki bi jim omogočili večjo hitrost z manj aerodinamičnega oprijema. Po tistim mišljenju, da skozi ovinek se ne da prehiteti, na ravnini, ukolikor imaš manj upora, pa bolje pospešuješ. Tu na Madžarskem imamo eno pravo ravnino in ukolikor si mislijo, da pri Red Bullu bodo lahko na začetku dirke švignili naprej, bi lahko na to zadrževali nasprotnike, ki bi, hočeš nočeš, bili prisiljeni nekako ostati v ozadju. Gre za razlago, ki je malce privlečena za lase, a ponuja varianto, zakaj tega T-Winga ne vidimo na RB16B. A kot zanimivost vam tu dodam tudi odločitev komisarjev. Na Madžarskem v četrtek je bila razprava o pobudi Red Bulla za ponovno odločanje v zvezi z znanim trkom med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom. Videli smo, da pri Red Bullu niso prinesli novih dejstev, novih interpretacij, novega videnja, ki bi lahko pripeljala do drugačne odločitve. Zato je bila pobuda zavrnjena. Podobno kot tista o Ferrarijeva v Kanadi sezona 2019 in mislim, da vsi mi, se malce poglobljeno ukvarjamo s Formulo 1, smo prišli do zaključka, da nekaj takega je bilo za pričakovati. Pojdimo na prvi in drugi prosti trening ter poglejmo malce, kaj lahko pričakujemo sploh od kvalifikacij. Najprej bi rad poudaril, da v Hungaroringu smo videli izjemno visoke temperature. Temperatura zraka je bila tam okrog 35 stopinj Celzija, temperatura asfalta okrog 65 stopinj Celzija. Seveda nič čudnega za ta letni čas na Madžarskem, a vremenska napoved pravi, da v soboto in predvsem v nedeljo bodo temperature nižje z dežjem ali brez. Zato mislim, da rezultat prvega prostega treninga ni toliko mirodajen, čeprav bi rad opozoril na razliko med Maxom Verstappenom, ki je bil najhitrejši,
ter obema Mercedesoma. Mislim, da se lahko vsi skupaj strinjamo, da je bila razlika minimalna. Po drugi strani, drugi prosti trening nam je pokazal Mercedesa v ospredju, skoraj identičnim časom. Max Verstappen je bil za obema tovarniškema Mercedesoma z zaostankom celih 3 desetink, kar je ogromno na tako kratki progi. Časi okrog minute 17 se meni osebno zdijo visoki. Lahko pri ekipah so izkušali nastavitve ustrezne nižjim temperaturam, lahko so se malce skrivali s tem, da so dolili določeno količino goriva, a mislim, da vseeno nismo videli še vsega tistega, kar bodo pokazali na samih kvalifikacijah. Lep primer je tudi 4. mesto Ocona v drugem prostem treningu. Ni ga bilo za pričakovati tam. Mogoče so se drugi malce skrivali, pri Alpinu pa niti toliko ne. Pa vseeno sam vidim Mercedesa še zdaleč konkurenčnega Red Bullu. Težko je določiti, ali so hitrejši ali ne, a sam mislim zaradi konfiguracije same proge, da bi znali biti tu pri Mercedesu, posebej z Lewisom Hamiltonom, blizu pole position. Prav Max Verstappen bo napravil vse, da bi mu to preprečil. Tudi to rivalstvo, katerega tudi malce podpihujejo pri sami ekipi Red Bull, zna poseči vmes. Predvsem na sami dirki, a o tem bomo govorili seveda v zadnjem briefingu, bi lahko videli kak kontakt. Sam sem proti temu, sam imam raje dirke kot izrivanja. A seveda gre za moje osebno videnje in za moj osebni okus. Čakajo nas kvalifikacije, kjer mislim, da bo Max Verstappen ter oba Mercedesa tam spredaj v boju za najboljše štartno mesto. Težava je v tem, da pravzaprav nismo dobili jasnega odgovora, kdo bo takoj za njimi. McLaren na eni strani je pokazal kar solidne čase, po drugi strani Ferrari, ne vem, kaj bi rekel. Mnogi so si želeli kaj več in rdeči nas lahko presenetijo v soboto in so se skrivali kot vsi ostali. Tudi Alfa Taurija ni za odpisati, je proga, ki bi morala malce bolj ležati njihovi šasiji kot samem Red Bullu. Čeprav Red Bull kot šasija daleč, da bi bila slaba, le konfiguracija proge v Hungaroringu ne izrazi tistega, kar smo videli naprimer v Avstriji. A o tem se bomo pogovarjali tudi malce več v zadnjem briefingu. Seveda poleg ritma in običajne napovedi za strategije. Jutri, kot sem napovedal, bo zadnji briefing objavljen malce kasneje v poznih večernih urah in upam, da mi tega ne boste zamerili. A za enkrat za ta prispevek pred kvalifikacijami je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.